Dobro jutro! Evo, jaz sem si šla lihkar po zajtrk, zdaj le šibam frizerju, sem naročena na nego pa frizuro. Jutro imam namreč eno fotografiranje, pa sem se kar naročila, da bom taka fancy šmenci z lepo frizuro. Sicer sem bila že prejšnji teden pri frizerju, sem se barvala, zgori nisem več tako temna, pa spodi bolj svetla, zdaj pa še nega, da bojo fotke take, ki morajo biti. Končno bo tudi sicer malo bolj tak pester vikend, tako da sem rekla, da bom kar vlogala, da ne bomo sam doma in jedli in tako naprej, da bo še kaj drugega in se prav veselim, da se življenje spet vrača nazaj v svoje stare tirnice. Tako da noč, evo, zdaj pa šibam, pojem na poti zajtrk in se vidimo pri frizerju. Talk to me nice, talk to me honestly, look in my eyes. Pola plik snegice, narejena. Zdaj bomo pa tole še posušili, pa naredili eno lepo frizurico. Evo me, finito, zdaj pa sam še misija, da te kodri zdržijo do jutri zjutraj, pa potem še cel dan. Kam vas bom odložila? Takole, nekaj bi vam rada še pokazala. Ker imamo jutri dejansko fotoshooting zjutraj ob 9, že pa potem cel dan in ja, bom še malo spreja nanesla, mi je pa všeč, tako sveže deluje. Sicer pa, ja, še tole, vzela sem maskice, se veste, da sem obsedena in z kozmetičnimi stvarmi in make-upom in oblačili in ko nekaj pohvalijo, da je ful dober, dajte mi kar, bom jaz to sprovala. Tako da sem vzela v bistvu maske za obraz, jih bom zdaj testirala, ena s kolagenom, pol imamo tukile, unicorn, to je tudi pohvalila, pa eno z ananaskom. Tako da ne bi bile take ful negovalne, vlažilne, ta je še celo očiščevalna. Ta me spomne na tisto, enkrat sem delala en video, ne vem, če se ga spomnite, oziroma ste me takrat že spremljali, ko se je maska tako napihala in te balončki so bili tako so se razširili, da je ful hecen zgledal. Tako da ta je tudi nekaj na to furo, bubble mask se je reče. Tako da bom sprobala, evo dam v torbico. Zdaj pa pičimo na pošto, moram iti. Pa še cel kup enih drugih stvari, tako da gremo, akcija. Evo me, jaz sem že doma, sem rekla, da ti kar takole pokažem paketke, ker je lažji in tudi veliko hitrejši. Tole je prvi, tukaj noter se skrivata šampon in balzam za lase, v bistvu mi ga je priporočila frizerka, pa sem rekla, da moram testirati, ker priporočilo frizerke jaz jemljem kar resno. Potem je tukaj en paketek iz About You, v bistvu sem si naročila en Adidasov pullover in sem ga videla pri Nataši sestri in sem ponavljala za njo, priznam. Pol imamo pa tukaj še tretji in četrti paket, za te dva sem bila pa tako zelo nestrpna, da sem jo v bistvu odprla že v avtu in pokukala, a štimajo stvari in zgleda, da je vse, kar sem naročila. Tako da, ker je tega malo več, pa ker sem na spletni strani naročevala prvič, bom jaz tole zdaj dala ven pa probala, zato ker verjamem, da bi kjero tudi izmed vas zanimal, pa tudi zame bo taka zanimiva izkušnja. Tako da, dajmo probati. Prva je tale zelena oblekca, mogoče malo kratka. Evo še takole stopam, da boste videli, ampak recimo, da barva odtehta svoje. Tele se takole zaveže, pa kar je meni najbolj všeč, ko lahko tako pokažeš ramena, to sem že zadnjič povedala, da jaz tako ful rada nosim. Jaz sem jo dala na spodnje, se mi zdi, da malo blaži to goloto nog, eno zanimivo torbico in ja, dajmo na naslednji kos. Še ena oblekica, tale sicer bolj za poletje, je takale dolga v nude barvi. Ko mi čakam, da se še bolj utopli in da bojo take oblekce prišle na vrsto. Kar se mi ful dopade, so tele zelo tanke naramnice, skoraj že neopazne. Pa zadnje v bistvu tole blago tako nabrano in potem tudi od ozadje dobro zgleda. Tako da obvezno kakšni sandalčki, torbica, nakit, da še dodatno popestri. Prvo pa tukaj letale božanski moder komplet, v bistvu krilo posebej, to posebej, barva bolana. V bistvu sem najprej hodila naročiti v številki S, jaz se več ali manj naročam v številki S in ga ni bilo. Sem rekla, toliko mi je lep, bom pač naročila v M. In na koncu izpade, da mi je M prav. Celo na Instagramu, ko sem objavila tole fotko, ste mi napisali, če sem noseča. Ne, sam pač res je ful oprijeta. Tako da, to vzemite v zakup. Evo, ko smo že pa glih pri številkah, imam sicer tudi eno kodico. Evina 18 na spletni strani za ful prinese 18% popusta, če ti bo všeč kaj tega, kar sem jaz naročala. Če boš sicer našla kakšen kos, ki ti je všeč, bom pa vse polinkala spadi, da boš direkt sam našla kos, ki ti je mogoče danes spadal v oči. Idemo naprej. Oh my god, tale oblekca je pa wow. Barva bolana, ko neka morska deklica. Material je tist žameten, ful prijeten na dotik. Sicer zelo taka razgaljena oblekca, tako da mogoče bi jo celo lahko nosila brez modrčka, pa bolj kratka je, tako da to tudi vzamete v zakup. Je pa
Wow. Za tole, če se ne motim, pa je inspired by Kylie Jenner. Nekje imam v spominu, da je ona nosila tako oranžno rjavo. Bom probala zbrskati fotko. Kar je posebnost, da se lahko tlele skrajša, kakor je pač želja nositi. Lahko je čisto kratka, lahko je dolga. Kar je minus te obleke pa, da je tle čisto ravna in ne naredi uslugo tvoji postavi, zato ker ti naredi kar ravni ti boke. Evo, recimo, če pokažem, če je obleka bolj oprijeta, se tako lepo poudarja. Pa tudi zelo težko daš kakšen pas, ne, zato ker je res taka kričeča in sama že po sebi tako udarna, da modni dodatki pri tej obleki odpadejo. Zelo zanimiva, se mi zdi ta kos, ki ga ima sicer lahko enkrat, največ dvakrat, je pa minus torej tole. Je pa sicer spletna stran Zaful zelo znana po svojih kopalkah. Toliko časa mi je že metali te njihove oglase, da sem rekla, ajde, če že naročam, bom pa testirala tudi kopalke. Tako da sem naročila 4 različne barve. Evo, najprej ene v beli barvi. Tele so mi všeč zato, ker so take gatke in lepo vse stoji na mestu in ne pokažeš preveč. Tudi niso bikinike, v bistvu tak topek, tako da so mi zelo všeč. Take čist nekako normalne. Tele so že mal bolj posebne, ful enih štrikcev, barva mi je dansko ful všeč, zato ker je ta sprana vijolična, pa še na modelu so ful dobro izgledale, tako da zelo hitro te premami in imaš na koncu od enkrat 4 kopalke v košarci, ker imajo res ogromno izbiro. Tele so mi noro hude, se mi zdi, da modra je taka kraljevska, da že zato ful dobro izpade. Pa še ene črne, te so tudi tako dokaj preproste, mogoče malo bolj posebne tukile, tako še špagice, tako da komi čakam, da grem kam na morje. Mora biti pa še ena čišči zadnja stvar. Tole krilo vam skoraj nisem pokazala, pa v bistvu je kar dosti pomemben kos, če rečem, ko sem jaz na plaži. Skratka, meni je ful vedno bolj udobno, ko grem na sladoled, da imam spodnji del pokrit in tole krilce je idealno. V bistvu taka mreža se tudi tako vidi skozi, ampak bolj diskretno, kakor če si spodaj čist gola. Pa evo še taki cofki so, kar dela tole krilo posebno. Zdaj imamo pa res še čist zadnjo stvar in sicer tole pa res čisto zadnji kos. Vem, zakaj mi je padel v oči, ker povej, kolikrat vidiš pulover na ramnice. Zato mi je bil nekaj posebnega, tudi v bistvu zadnji takole nabran in ko se bo utoplil, ko ne bomo več rabili jakne, bo tudi tako, če boš na kakšnem sprehodu ali pa ki se dela, recimo, dobro izgledal, ker je ta del tako nabran. Tako da, to je pa res zadnji kos, sicer vzemo zakup, da je von tak mal kitajski, ne vem zato, ker je volna, ampak že zadnjič sem naročevala. Na eni drugi spletni strani pa je bil tisti bel tudi tako tak volno, tako da ne vem, očitno ima s to volno neki, ko mi čakam, da dam dol in da vse operam. Sicer druge stvari sem bila pa zadovoljna, moram sicer še ponositi, pa bom najbolj videla, a je material cool ali ne, ampak to so taka oblačila, da so sicer cute na pogled, no. Tako da, še enkrat, če ti je bilo karkoli všeč, imam kodico EVINA18, ti prinese 18% popusta in to je to. Mi gremo pa naprej z vlogom, jaz pa še pred tem tole vse pospraviti in dati oprati. Ful gled, make-up up, 8 zjutraj, sem še šminka mi manjka, ampak to bom dala pol, ker grem zdaj še po zajtrk in da ne bom cela rdeča. Drugače pa šibam na Štajerski konc, tam je namreč fotografiranje, se ful že veselim, sem sicer zelo zgodaj vstala, ampak recimo, da sem se naspala, no. Še vedno dež, jaz upam, da se kmalu pokaže sonček, ker to ni najbolj za mojo frizuro, ampak sem orang našpricala z lakom. Tako da zdaj plan je zajtrk in potem šibamo na Štajersko. Vzela sem pa mislije z sadjem, borovnice in maline, jogurt in ovseni kosmiči, pa eno sirovo štručko. It's the least I can do. You know I'm... Rana. Kdor prvi pride, prej melje. Ziher ne bomo brez. V glavnem tukaj imamo dobrote. Brejk za kosilo, vse zgleda slastno in moram reči, da tudi zelo diši. Ok, malo čiliranja zdaj po kosilu. Zdaj smo že koliko, ene
5 ur na fotkanju, ampak smo glih pojedeli kosilo, tako da imam energijo nazaj. Zdaj pa sledi v bistvu še drugi del fotografiranja. Imamo še nekaj produktov za slikati, tako da ja, akcija naprej. Dobro jutro v nov dan, koliko je sploh ura? 9. Včeraj se je tole snemanje kar zavleklo, tako da sem bila doma dejansko ob 9:30, pa sem pa sam padla v posteljo, ker sem bila res utrujena. Zdajle pa evo že šibam naprej, že kar nekaj časa nisem bila doma in moram zdajle najprej dvigant pakete, jih prevzeti, presortirati in tako naprej. Pol pa vas proti updateam. Dobrodošli v ozadju ustvarjanja Instagram fotk. Evo, prej sem šla po vrtnice. Tlele imam 2 res lepa šopka, jo imam plan držati tako v roki, oziroma tle se bom ulegla. Pa sem pa kupila še 3 vrtnice, eno sem že čisto raztrgala, pa takole nadrobila, tlele je druga in pa bom še eno. In bom naredila tako tako sceno, da bo tako to okrog mene, malo tudi na laskih. Tako da zdaj sem jo sigurno že objavila na Instagramu, jo bom semle dala, da lahko pofollowaš oziroma me slediš, če me še ne. Evo, zdaj sem pa že na Trojanah, to pa snemam za en drug video, to ste verjetno zdaj že videli. Namreč testiram oziroma iščem najboljši slovenski krof. Bila sva že posod po Ljubljani, zdajle pa še valjda trojanski najbolj znameniti. Bo pa ključno vprašanje, a so res tudi najboljši. Tole je sneak peek videa o krofih, je že na kanalu in je mimogrede tudi zelo dober sprejet video, tako da hvala za ogled. Če pa slučajno še nisi videla, pa res ful toplo vabljena, da si ga ogledaš, je zelo zanimiv in konec koncev, da zveš, kjer je najboljši krof v Sloveniji. Hejla! Evo, danes sva pa prišla v Italijo, meje oziroma občine so se odprle, tako da sem mogla izkoristiti tale lep sončen dan za en izlet. V bistvu so tukaj pri gradu Mia Mare, ful fotogeničen grad. Bila sem že 2-krat, no pa bova naredila še kakšne fotkice, tako da združila prijetno s koristnim. Da pokaž dol realnost Instagram life-a, vreča z oblačili in pol takole preoblačenje na lokacijah. Itak te vsi gledajo čudan, kadar si iz Marsa padel. Ampak vse za dobro fotko. Zdajle pa še frizuro zrihtam, da ne bo na vseh slikah čop. Tako da si moram zdajle brez, kot vidiš, ogledala in drugih pripomočkov urediti figico. It's the least I can do. You know I was trying, it was never enough. I needed somebody, but it got too much.